Na splošno se večkrat lahko sliši, prebere, da veljamo za kupce, ki se presežemo, ki pri nakupu avtomobila, tako pri novih kot pri rabljenih avtomobilih, gremo prek neke racionalne mere, ne upoštevamo recimo stroškov servisiranja ali pa stroškov tekočih vzdrževanja, ampak gledamo pri nakupu predvsem tisto prvo ceno. Slovenec, ko ga opazujemo, klasično kupuje dizel motor, 2.0 v glavnem, in večina hoče več kot zmore. Začnejo gledati preširok spekter avtomobilov in potem zmanjšujejo to vse samo na ceno. Vendar, kot gledamo, bi se moral človek, oseba, ki kupuje vozilo, vprašati, koliko bo prevozil kilometrov, kaj pravzaprav hoče, ali bo vsak vikend vozil neko robo, ker že samo različica, karavanska ali limuzinska in nekaj denarja vmes, predolg avto, medosna razdalja, milo rečeno, ni potreben, če ga ne rabiš, in slovenski kupec zelo težko da nek minimalni znesek, da bi vnaprej preveril in dobil neke okvirne parametre, da bi šel nekako samostojno prepričan v ta del posla. To se pravi, da bi vsaj okvirno vedel, kaj ga čaka, ne? Da se ne prepušča samo trgovcu. Ti nas ponavadi lovijo s popusti, a pri teh se moramo zavedati. Popust je zelo relativna stvar, ker odvisno, kakšna je izhodiščna cena. Ne? Zdaj v zadnjem času se opaža, da je v teh individualnih razgovorih pri trgovcih nek dodatek na opremi kot neka stimulacija. Ne? Tudi to se opaža, da je zdaj vsak nakup bolj individualen, ker tudi trgovci želijo dobiti stranko k sebi, ne, pa se potem realno pogovoriti, ne samo odgovarjati na telefone. Ni pa to kreativno, če gledamo, koliko radi ga imamo, ne? Ga imamo pa vsi radi. Ne? Ja, ampak ta popust je postal zdaj že po svoje kar že malo moteč, ne? Ker te popusti, ki bistveno odstopajo od neke cene, vse to ni več tak popust, kot da bi imel občutek, no, da si se spogajal. A zagrizimo na področje, ki ga najbolje obvladajo prav pri Eurotaxu. Napovedovanje vrednosti skozi leta in mesece uporabe. Če bomo vzeli neko vozilo 1.6 motor ali pa za neko normalno opremo, je razlika med odkupno in prodajno ceno zelo majhna, ker ga bo tudi trgovec, ki ga je vzel v ceno, ga zelo lahko prodal. Če bom kupil neko vozilo, ki mi je danes zelo všečno, ni pa v nekem povprečnem trendu, ga bom potem pri prodaji precej izgubil. Se pravi, bo razlika med prodajno in odkupno ceno večja v odstotkih gledano. A lahko posplošimo, želja je po opremi, ne, tak avto z več opreme se hitreje proda, ne dosega pa bistveno višje cene. Reče se, pomembni so kilometri, prostornina motorja in letnik. Ne omeni se zraven, recimo, način avtomatske klimatske naprave, ali je ročen, ali je avtomatski, ne, ali ima Bluetooth povezavo, ali nima. Nešteto nekih dodatkov je, ki se jih lahko vrednoti in imajo neko vrednost. V resnici pa se mi zdi, da največja vrednost je samo to, da je avto bolj privlačen od tistega, ki ima manj, ne pa cenovno bistveno višje. Ja, tle lahko zelo konkretno odgovorim. Mi imamo obe smeri, ker zavajamo tudi podatke o novih vozilih, obe smeri isto logiko, kakšna je oprema. Če smo zelo konkretni, varnostni elementi, bom rekel, pada vrednost bistveno počasneje, kakor pa recimo usnjeni sedeži. Ampak vsekakor je to v kriteriju. Gledano za vozilo je po kategorijah varnostna oprema, funkcionalna oprema in pa, bom rekel, luksus, kot je, dajmo reči, kožnati sedeži. Te v parih letih imajo vrednost nič, medtem ko ABS v klimi pa sploh avto ni prodavljiv. Ravno tako barva, neka bela barva je fenomen, je zelo težko prodavljiva barva in vse to poskušamo spremljati z tem opazovanjem trga. Bi vi skozi svoje kanale gledanja in spremljanja avtomobilov, ki vendarle evropski trg zajemate, lahko rekli, da je na našem trgu tistih avtomobilov, ki so kupljeni na tujih trgih, predvsem Nemčija, Italija, Francija, in imajo nizko ceno tam in so potem tukaj privlačni za prodajo, vmes se pa zgodi sprememba izpisa prevoženih kilometrov, a se vam zdi, da je teh vozil pri nas veliko in da si zatiskamo pri nakupu oči,
in pač želimo samo avto imeti, ne glede na to, da bode v oči, da se je nekaj moglo zgoditi. Mi smo prisiljeni v narekovajih spremljati ta uvoz, ker je Evropa in so avtomobili vse povsod, vendar eno glavnih vprašanj je, ali je možno, da je nek avto pripeljan iz tujine, ne vem, dvakrat cenejši kot tukaj. Ne. To je recimo lahko en močen opozorilo, da je nekaj z vozilom drugačno, če smem tako reči. Ne. Če gledamo v tujini, če ne kupuješ od privatne osebe, je to v glavnem so avtomobili, ki so bili nečemu namenjeni. To se pravi, bili so rentani, bili so v leasingih, bili so, skratka, dosti so voženi. Ne. In potem so, bomo rekli temu, kozmetično pripravljeni za to zadevo. In če potem narediš to primerjavo, potem ta cenovna razlika ni tako velika med tujino in doma. Če vi kupite neko vozilo, ki ima prevrten števec, če smo zelo direktni, kaj se tukaj lahko zgodi, so primeri težkih nesreč in bom rekel, potrošnik oziroma kupec, kakorkoli ga imenujemo, se ne zaveda tega, da v primeru, če se bo zgodila neka škoda, ki bo velika na cesti, bodo preverili, kaj je bilo s tem vozilom. In v tem primeru se lahko zgodi regresni zahtevek zavarovalnice, če bo stvar napačna, ker upoštevati je treba, da če dobiš vozilo, kjer si rečemo temu prevaran, so spuščeni določeni servisni intervali in te zadeve in se stvari slabe.